živimo v Sloveniji, v kateri tudi zločine ločujemo in jih nimamo enako. Eni so dobri zločini, eni so slabi zločini. Ta delitev je verjetno značilna samo za Slovenijo, v resnici pa civilizacijske norme kažejo, da je zločin, pa ne glede od kogarkoli je bil narejen. Zadnjih leto dni sem se pripravljal oziroma sem se raziskaval delo, da bi začel pisati knjigo o Mitju Ribičiču. Uspelo mi je tudi izdati že prvi del, predvsem v obdobju tistega vojnega časa. Povezoval sem ga z Puklastim Mihom Horvatom, katera sta bila skupaj v Rakeku v osnovni šoli, tam, kjer je oče od Ribiča bil ravnatelj, mama učiteljica, in so bili skupaj v Rakeku v osnovni šoli in potem sta nadaljevala pot tudi na Pohorju. In drugo, kar sem raziskoval letos, je usoda nemške manjšine po vojni, ko jim je v bistvu ta sistem dal neko znamko kolektivne krivde in so kolektivno odgovarjali za vse, kar se je v drugi svetovni vojni dogajalo. Seveda skozi vso to raziskovanje v arhivu tukaj v Ljubljani, arhivu Slovenije, tudi nekaj v arhivu v Beogradu, sem prihajal do kup podatkov, ki mi je kazalo na to, da je Mitja Ribičič bil v bistvu direktno vključen v marsikatere te zadeve. Zato sem po vseh teh dokumentih upoštevajoč tudi tisto ovadbe, ki so bile proti Ribičiča dane, predvsem od tistih Jamnika, ki je dal od strani policije, sem nekako naredil en zbiro dokazov, ki v bistvu do sedaj še niso bili uporabljeni, oziroma ne na takšen način, kot poskušam sedaj. Ovadba zaradi genocida in vojnega hudodelstva. Se pravi, ovadba zaradi genocida, že sam ta kaznivo dejanje gre, ko nekdo načrtno del nacionalno manjšino ali trpinči, sili oziroma karkoli stori. Ravno to se je zgodilo pri tej zadevi. Zato je naj ta prvi del ovadbe po 100. členu sedanjega zakona, ampak upoštevajoč tudi tiste zakone, ki so veljali takrat, to pač prepušča tožilstvo, da potem uporabi pravi člen zakona, po katerim bil. Sedanji člen je 100. člen kazenskega zakonika. To bo pač tožilstvo potem presodilo, ali gre po tistem. Ribičič Mitja, ki je rojen 19.5.14. v Trstu, je danes še živ. Takrat, ko mu očitam to kaznivo dejanje, je bil namestnik načelnika OZNE za Slovenije in je predvsem bil zadolžen za Štajersko. In je storil to kaznivo dejanje sedaj po 100. členu, ker je vodil, organiziral in logično izpeljal nasilno izselitev nemške manjšine iz Slovenije v času od junija 1945 do septembra 1946. leta. V tem času se je bilo nasilno iz Slovenije izseljeno 16.100 ljudi, ne pa 9.414, kot to prikazuje uradno zgodovinopisje. Seveda, v vsaki ovadbi moraš pač dokazati, da je ta človek res bil to. Tukaj sem uporabil pač partijski osebni arhiv, ker je zapisano njegove službe, ki jih je upravljal, njegov življenjepis, ker vidimo, da je bil po 45 letih kot polkovnik Udbe pomočnik namestnika, da je bil za 45-44 leta komisar 4. operativne cone in še prej komisar Koroške grupe odredov. Kot dokaz, da je ta Mitja Ribičič te funkcije resnično upravljal.
En poglavitni dokument, ki je sicer že bil pri Centru za narodno spravo objavljen pri dr. Mikoli, takrat tam je tudi bil objavljen, je ta dokument iz 13. junija 1945, ko Ribičič v posebnem poročilu, ki ga je takrat napisal svojemu šefu Mačku, napiše, da je v Šterntalu v Kidričevem stanišču, ta tri imena se nekako skozi to zgodovino uporabljajo, našel primeren logor, v kateri bi lahko spravili 20 do 25 tisoč švabov. To bi bil centralni logor, pripraviti pa bi bilo treba nekaj baz za zbiranje, ker bo drugače težko vse naenkrat strpal v ta logor, brez priprave. Se pravi, on je takrat s tem dopisom v bistvu sodeloval in našel to taborišče Šterntal, v katerega so iz celotne Slovenije območja od Jesenic do Novega mesta, celotne Štajerske prek Murske, vozili nemško manjšino in bili tam zaprti v obdobju največ od junija pa do septembra 1945. To je ta poročilo. Vidite, da je tukaj podpisan spodaj kot Ciril Ribičič. Ciril Ribičič je bilo njegovo partizansko ime, pravo ime je Mitja. Običajno je bilo tako, da so si pač ta partizanska imena potem uporabili tudi za imena svojih sinov, če so jih imeli, zato je tudi pol nastal pravi, sedaj Ciril Ribičič. Sam pa je bil Mitja. Da je podpis le njegov, sem v ovadbi uporabil eno pismo, ko so slovenski študentje v Moskvi Stalinu čestitali za 23. obletnico obstoja Sovjetske republike, je na drugi strani podpis četrti levo, tudi podpis Mitja Ribičiča. Tukaj Mitja Ribičič, tam pa Ribič, ampak samo priimek Ribičič je pa isti. V času od junija 1945 do septembra 1946 je nadzoroval, vodil in organiziral nasilno izselitev najmanj 16.100 pripadnikov nemške manjšine, ne glede na spol in leta starosti. Pod njegovim vodstvom je bilo zaprto zaradi izselitev v taboriščih, ki jih je on določil 4600 otrok starih do 18 let, od tega otrok starih do 1 leta 204. Na poti izselitve, časov, ko so bili zaprti v taboriščih, je umrlo najmanj 52 otrok, ki sem jih uspel identificirati. No, v ovadbi proti njemu, ki je tukaj, je potem narejen seznam vseh teh oseb po mestih. Tako tukaj vidite Ljubljana okolica 142, Ljubljano mesto 1007, Kranj 276 in tako dalje. Za celo Slovenijo, primer Maribor mesto 2591, Maribor okolica 1177, Krško 1590, Gornja Radgona, Apaška dolina 2746, skupaj 16.100. Vsa ta imena so po imenu priimek, datum rojstva, kraj takrat stalnega bivanja, približno tudi, kaj so ti ljudje imeli od premičnin in nepremičnin, tudi zapisani z imenom. V tej knjigi Verjagd o izgonu nemške manjšine iz Slovenije so tudi tam objavljeni. In tako, da gre za teh 16.100 oseb, od teh 16.100 je pa, kot sem rekel, 4.300 otrok. Seveda, menil sem, da je prav, da povemo, da so zaradi teh taboriščih umrli tudi otroci, ki so bili pač namenjeni za izgon. Objavljen je celotni seznam najdenih podatkov za 39 otrok, ki so bili umrli v koncentracijskem taborišču za otroke v Ormožu. Namreč, kaj se je zgodilo?
Mednarodna komisija Rdečega križa je prišla v Šterntal 5. mislim, da se gre za 5. avgust 1945. leta z namenom, da opravi nadzor. Po dveh različnih podatkih bi prav zaradi te nadzora Mednarodnega Rdečega križa partizani oziroma uprava taborišča takrat sama preselila otroke, 350 otrok v Ormož, kar pa mislim, da ni točen podatek, namreč potem bi verjetno preselili vse. Vemo pa, da je nekaj otrok ostalo v koncentracijskem taborišču Ormožu, zato menim, da je veliko bolj točno to, da so pač del teh otrok preselili, da bi bila slika v samem taborišču boljša. No, od 15. avgusta pa do 22. septembra 1945 je v Ormožu zaradi lakote, zaradi bolezni, ki so posledica lakote, umrlo oziroma je znano, da je umrlo 39 otrok, njihov seznam je tule. Prejšnji teden je bil tudi postavljen spomenik v Ormožu tem otrokom. No, 5.8. pa vidimo, najdemo tudi dokumente v sosednjem župnišču, da so začeli pokopavati otroke, ki so umrli v samem Kidričevu. Se pravi, da bi bili useljeni zaradi Rdečega križa, kakorkoli so bili izseljeni, vidimo zdaj, da so pač tudi otroci ostali, saj so dnevno umirali. Zanimivo je, da so ohranjeni dokumenti samo za čas, ko je Rdeči križ bil v Kidričevem kot nadzoru. Takrat zgleda, da so ta trupla le vozili na pokopališče in jih tam pokopavali in je tudi lokalni župnik te podatke zapisal. Tako imamo podatek tukaj, da je v samem Kidričevu od 5. pa do 15. avgusta umrlo teh 13 otrok. Tudi ti otroci so nekako posledica trpljenja te odločitve, da se nemška manjšina iz Slovenije izseli, kar je sigurno genocidno dejanje. S tem je Ribičič Mitja storil kaznivo dejanje genocida. Dejanje izvršil z namenom, da bi v celoti ali delno uničil nemško narodno manjšino na področju Slovenije. Dejanje izvršil na način, ukazoval, organiziral pobijanje pripadnikov takšne skupine, ukazoval in organiziral povzročanje hudih telesnih poškodb ali okvar duševnega zdravja pripadnikov takšne skupine, ukazoval in organiziral naklepno izpostavljanje takšne skupine življenjskim razmerom, ki naj prevedajo do njenega popolnega ali delnega fizičnega uničenja, ukazoval in organiziral izvajanje ukrepov, ki preprečujejo rojstev v takšni skupini, ukazoval in organiziral prisilno preseljevanje otrok ene skupine v drugo skupino. No, v tem delu smo potem priložil veliko dokumentov, ki se nahajajo v komisiji za popravo krivic, ker je bilo veliko izjav tudi teh otrok in da vse skupaj, in ki se tudi najde ime Mitje Ribičiča, da je bil neposredno zraven tega taborišča. No, drugi del ovadbe se pa nanaša na vojno hudodelstvo. Kot komisar brigade 4. operativne cone in Koroške grupe odredov v činu majorja od decembra 43 do maja, to je napaka, do maja 45 storil kaznivo dejanje vojnega hudodelstva, sedaj po 102. členu Kazenskega zakonika, s tem, da je ukazoval in vodil likvidacijo civilnih oseb, ukazoval likvidacijo svojih vojakov brez sodnega procesa in zbiral podatke o civilnih osebah in brez sodnih dokazov uvrstil na sezname domačih izdajalcev, ki so po končani drugi svetovni vojni v večini brez sojenja likvidirani, obsojeni na dolgoletne zaporne kazni ali pa nasilno izgnani iz države. V času opravljanja funkcije komisarja 4. operativne cone in Koroške grupe odredov je organiziral, vodil in bil prisoten pri likvidiranju najmanj 33 vojaških in civilnih oseb. Dokaz, seznam teh 33 oseb sem uredil, za vsakega od njih priložil dokument, približno
kako se je zadeva zgodila. Če boste, tukaj sem objavil podatke o teh osebah, zadnji datum je datum likvidacije oziroma smrti. Če boste spremljali datum smrti, je, kako je prišel takrat na Štajersko, vsak dan si je privoščil eno smrt, vse tam do 8. januarja, od 6. 10. 43 pa vse do 8. januarja 46, ključno za tistim, kar se je zgodilo na kmetiji Urbans. Kap Franc je civilist, Kac Jožef in žena Kac Rene civila, 9. 10. 43. leta, pomorjena je tudi napaka. Herceg Peter, občinski tajnik iz Maribora, 19. 10. 43 in tako dalje. Tukaj je zanimivo, da so neki papiri v teh ostali, na primer Jager Franc, podal ga je likvidirati, zato ker da je izdal polkovski bataljon. Tako je v neki obrazložitvi napisano. Zraven je še dodano, da je bil likvidiran brez sojenja, ker se je približevala nemška enota. Tudi Vidmar Anton, rojen 14.12.1909, je bil likvidiran kot izdajalec polkovskega bataljona. No, najbolj zanimiva je pa likvidacija družine Rigelnik. Rigelnik Janez, najmanjši sin od 3 sinov družine Rigelnik. Napaka, 1801. Rigelnik Janez. Ja, rojen 5.6.1881. To sem še včeraj pisal, pa verjetno. Ok. 1201, kot potem Rigelnik Viktor in Rigelnik Evald, bili so 4 sine plus oče. Najmlajši sin, mislim, bilo ime Janez, je pobegnil iz partizanov in naslednji dan so vse 3 ostale očeta in 2 brata ustrelili. Tega, čez da so plavo gardisti in da bojo pobegnili tudi oni. Gospodu ni bilo dovolj in je naslednji dan, čez 2 dni poslal svojo ekipo, da gre tudi na dom Rigelnikov, poiska tega fanta, ki je pobegnil, Ivana. Niso ga našli, ampak so našli mamo, ki so jo tudi likvidirali na licu mesta, to je bilo 1.11.43. Žal tega sina Ivana, ki je očitno ostal takrat živ, nisem našel, ali je bil likvidiran po vojni, pobegnil v tujino, v glavnem sledi za te družine v tisti hiši na Pohorju, ki ste jih iskal, nisem našel, sam pa nimam možnost pogleda v uradne podatke Ministrstva za notranje zadeve, da bi pač poiskal osebo, če je še slučajno živa oziroma kakšna je bila usoda te družine. Pri teh likvidacij obstaja dokument, da je Mitja osebno sodeloval. No, potem so še Segemeister, Urbans Jože, Hirš Karl in potem pridemo do Urbanca, pri kmetiji Urbans. To zadevo lahko preskočim, ker mislim, da je o njej največ pisanega in tudi izdano že kar nekaj knjig. Zanimivo je v tej smeri predvsem tale izjava Bogdan Horvata, to je ta puklasti Miha, ki je 1946. leta izjavil, da je Mitja Ribičič naročil aretacijo 9 partizanov na Lehnu, na Pohorju, ki so bili mučeni brez sojenja likvidirani. To je izjava tega najbolj zloglasnega likvidatorja v drugi svetovni vojni Bogdan Horvata, puklastega Miha. Mislim, da ne bo nihče, da ne pretiravamo, če govorimo, da je bil sam prisoten oziroma usmrtil vsaj 700 oseb. Sam je na koncu naredil samomor, mislim, da v sedanji zgradbi Ustavnega sodišča na Betovnovi ulici v Ljubljani. Potem je tukaj še izjava Voje Vojinoviča, ki je bil v samem
Urbancu zasliševalec, ki je sam pokončal 4 od teh 8 ubitih. No, tudi to izjavo njegovo sem našel in tudi tam piše, da je bil prisoten pri zasliševanju in tudi te obe izjave so tudi v moji knjigi o Mitji Ribičiču objavljene. Eden od teh ubitih Rajš Ludvik je sam ovadil Mitjo Ribičiča zaradi teh dogodkov. Mislim, da bi mu pomagali te izjave Horvata in pa tudi Vojinoviča, če bi takrat našli, ker smo ravno v teh obrazložitvi sodišče, ki ga je takrat dalo, da ne obstaja nobena neposredna povezava, da je bil Mitja Ribičič takrat prisoten. Ta dva sta pa takrat, ampak da teh izjav takrat v samem postopku je slovenjgraško sodišče ugotovilo, da teh dokumentov ni bilo. Sedaj so pa ti dokumenti najdeni v arhivu Slovenije, tako da je zdaj slika malo drugačna. Tako da je v času upravljanja funkcije komisarja 4. operativne cone in Koroške grupe odredov je ukazal in organiziral v zvezi sestavljanja seznamov domnevnih izdajalcev. Namreč, on je takrat na Pohorju sestavil sezname ljudi, po katerih, ki jih je dobil od raznih svojih vez kot oficir, da delajo za Nemce oziroma da so domači izdajalci, da so ne vem kaj. Ti seznami so bili zelo preprosti, enostavni, samo ime, priimek, sodelavec okupatorji, ničesar, brez kakršnekoli obrazložitve, brez vse skupaj. Ne? Potem potem pa, ko je Kozjanski odred 8. maja 45. leta osvobodil Celje, je takratni komandant pisal, da ko so prišli v Celje, s tem, da je bilo premalo Kozjanskega odreda, da bi sploh tiste Nemce aretirali oziroma jih držali pridržane, ker so imeli premalo partizanov, glede na število Nemcev, je potem rekel, da ko so to uredili, niso imeli kaj početi, ker pač v samem Celju ni bilo nobene partijske organizacije oziroma drugih organizacij, ki jim pomagale. Zato jim je najbolj pomagal seznam, ki jim ga izročil major Mitja, v katerem je bilo 207 Celjanov, ki so sodelovali z okupatorjem. In zato smo še isto večer aretirali vseh teh 207 oseb. Ta dokument o tem obstaja in sem ga seveda dal zraven. In teh nekaj njegovih seznamov evidentiranih civilnih oseb pa je v arhivu najdeni in so tukaj, vidite, to je seznam 67 oseb, 172, 187, 154 civilnih oseb. Vse te osebe so bile po vojni v bistvu likvidirane, obsojene oziroma izseljene. Ne glede. In nobene, po teh seznamih, ko sem sledil, niti ena oseba ni bila procesuirana, da bi bil za njega. Preveril sem na pokrajinskem arhivu tu v Ljubljani in v Mariboru, če je kakšen sodni spis po teh imenih in niti enega sodnega spisa ni, se pravi, da so te osebe bile res ali likvidirane ali pa izgnane v Slovenije. Samo za 2 osebe, 2 ženske so bile obsojene, ena na 8 oziroma na 9 let zapora, zato sem tudi omenil kot zadevo zraven. S tem je Ribičič Mitja storil kaznivo dejanje hudodelstva, vojnega hudodelstva po tem sedanjem 102. členu, ker je ukazoval in organiziral naklepno ubijanje, ukazoval in organiziral mučenje ali nečloveško ravnanje, ukazoval in organiziral naklepno povzročanje velikega trpljenja in hudih telesnih poškodb ali okvar zdravja, ukazoval in organiziral obšezno uničevanje ali prilaščanje premoženja, ki ga vojaške potrebe ne upravičujejo in je izvedeno protipravno in samovoljno, ukazoval in organiziral naklepen odvzem pravice vojnemu ujetniku ali drugih zaščitenih osebi do poštenega in pravilnega sojenja. In to je potem nekako zaključek tega. Jaz sem vam v bistvu za danes v neki taki
krajši obliki to ovadbo predstavil, nisem šel v podrobnosti, kot sem rekel, sama ovadba ima 504 strani, ogromno teh dokumentov in jaz upam, ker pač naša država ima dvakrat več sodnikov, ko jih ima Avstrija, da bojo to imeli čas vse skupaj prelistati pa vsaj nekaj narediti. Glede na to, da je Mitja Ribičič star 94 let, sam ne pričakujem, da bi se zadeva, tudi če dobi v roko kakšen mlajši nadobudni vojni tožilec in zadevo predlaga v preiskavo, ne verjamem, da se bo zadeva pripeljala do konca, predvsem iz razloga, ker vemo, kako to gre. Tukaj bi verjetno se rad zdaj povedal tudi to, da bi bilo pa prav, da v Sloveniji z eno zadevo vsaj pridemo do konca. Veste, Nemčija je letos procesirala 31 oseb zaradi še. Se pravi, vsi so bili starejši od 92 let, en celo 102 leti, če se ne motim. Potem Romunija, Mađarska po eno osebo, tudi Hrvaška z Bojkovcov, čeprav vidimo, tudi Hrvaška ima problem z sedanjim Perkovičem, če razumete, glede na to, da malo sodelujem tam, pa jim poznam zadeve, v bistvu, kaj hoče zdaj Hrvaška narediti. Spremeniti ustavo, da bi lahko sama začela proces proti Perkoviču, s tem bi ga zaščitila proti Nemčiji, ker bi pač v Hrvaški to dolgo trajalo in nikoli prišlo do realizacije, zato spreminjajo ustavo, da ga ne bi rabili. Ker v tistem trenutku, ko bi sami začeli postopek proti njemu za isto zadevo, ne more biti izročen Nemčiji. Ampak, dobro. Sam osebno v vabilo sem tudi napisal, da zadnje čase veliko delam na delovanju UDBE tudi od 45. leta naprej. Predvsem sem se usmeril v področje delovanja od 70. do 75. leta iz enega preprostega razloga, ker je bilo takrat v tujini likvidirani 9 oseb. Načelnik SDV Slovenije je bil Zemljarič, zvezne UDBE pa je bil Gorenc Silvo iz Krškega. Tako da sta, glede na to, da so nekatere zadeve izpeljane in osebe likvidirani v državah, v katerih kaznivo dejanje ne zastara, so predvsem Nemčija so zelo zainteresirane za dokumente iz tega področja in bom kar javno povedal, za Gorenc Silva smo že poslali kup materijala zaradi 4 kaznivih dejanj umora v Nemčiji. Tako da mislim, da bo tudi on kmalu dobil kakšno kuverto z nemško štempelko. Seveda, ob vsem tem zanimivost, za na koncu mogoče še povem, da je pa UDBA bila res po neki strani bila lahko dobra. Omenil bi akcijo Deželno mesto, tako se je imela akcijo, vodil jo je Zemljarič, namreč leta 73 in leta 74 so organizirali in so v koroškem Heimatdienstu in še nekaterih političnih organizacij izpeljali tajno preiskavo njihovih prostorov, kopirali vse, kar se je tam našlo, vse to pripeljali v Slovenijo, mimogrede postavili prisluškovalne naprave in poslušali vsem tem organizacijam dolgo. Vsa ta dokumentacija je ohranjena in prav zanimiva za branje. Po drugi strani so operativno akcijo Nemčuri, se je imenovala, izvajali v Gracu, ker so leta 1972 prisluškovali celo županu Graca. Tudi vsi ti posnetki so danes ohranjeni. Tako da UDBA je takrat res bila aktivna na tem področju. Seveda, glavni cilj mi bila zaščita pač
ljudi, da se te ljudi in teh, ljudi našega političnega sistema in da pač ne bi prihajalo preveč do naših ljudi, ki so jih takrat izhajali v tujino, da so jih pridno nadzorovali. Zanimivo je, na primer, da so pri ustanavljanju podjetja Gorenje, ko je ustanavljalo podjetje v samem Celovcu, tam v bližnjem kraju, vodili posebno operativno akcijo o tem, kako bo to podjetje postavljeno in kako bojo operativno zaščitili to podjetje, da ne bi v njej bili zaposleni bivši fašisti oziroma karkoli. Glavno veliko je tega. No, da se vrnem nazaj. Osebno menim, da je za to ovadbo proti Miti Ribičiču dovolj obremenilnega dokazov. Veliko ljudi je umrlo zaradi teh akcij in nalog, ki ga je on izpeljal. Dejstvo je, da je on na Štajerskem bil takrat glavni, da je on odločal vsem. V enem dokumentu celo, ko ga v Šterntalu vprašajo, kaj bomo pa s tistim 500, ki jih imamo v kleti, ubite jih. To pričevanje je sicer v Gracu pred sodnikom napisano, jaz sem ga v bistvu, smo ga prevedli in ga dali zraven. Seveda, jaz sem sam in zadevo ne morem pripraviti v tem smislu, kot bi to 10 pravnikov, ki bi te dokaze zbrali vse skupaj. Ampak namen ovadbe, ki ga lahko damo kot občani, je itak samo naznanitev kaznivega dejanja. Se pravi, ni pa namen, da že v vseh pogledih kaznivo dejanje določimo, ali pa ampak vseeno menim, da je dovolj velika podlaga, da bo tožilstvo lahko dalo smernice policije, v kateri smeri raziskovati, katere dokumente preveriti, na kakšen način preveriti. In jaz upam, da če bo prišlo tudi do preiskave, da bo ta preiskava potem usmerjena proti Miti, ne pa proti meni. Ne?